Sledi rubrika Malimarnost ali maliverzacije. Slovenski vojski so nedavno v Nemčiji ukradli strelivo, ki je bilo namenjeno v Mali. Zaradi malomarnosti so v postopku 3 osebe, ki pa so lahko mirne, vsaj glede tega, da bi jih za kazen pred vojaškim sodiščem ustrelili, ker jih nimajo s čim. Bolj kot izginotje streliva pa predsednika parlamentarne komisije za nadzor varnostnih služb Mateja Tonina skrbi tole. Lahko je šlo za kakšno zelo jasno sporočilo slovenski vojski na takšen način, češ poglejte, zdaj smo vam 2000 kosov ukradli, morda vam lahko kdaj kasneje kaj več. No, naši vojaki v Maliju pa vsaj lačni niso. Tatovi so jim pustili pakete suhega dnevnega obroka. Ti prebrisani tatovi ukradajo strelivo, mesni doruček pa pustijo. Mogoče se moramo vprašati, kaj slovenska vojska daje našim vojakom pakete s hrano, da jih niti ukrast nočejo. Kaj? Brstični ohrovt? Čips z okusom kisle smetane? Vegansko sarmo? Zelenjavno hrenovko? Tofu zrezek? Lahko bi še našteval. Karkoli že, tako hudo je bilo, da sta vojaka, ki so masunili strelivo, namesto vojaškemu oporišču prenočila in parkirala v hotelu. Nadzor pa izvajala zgolj z občasnimi obhodi, kar po domače pomeni, da sta tovornjak pogledala po vsaki 3. rundi z hotelskega minibara. Ne rabiš biti glih Agatha Christie, da ugotoviš, kaj se je zgodil. Z današnjim dnem se je končala stavka Slovenske varnostno-obveščevalne agencije Sova. Tako kot večina državljanov, verjetno tudi vi niste vedeli, da je Sova sploh stavkala, kar še enkrat dokazuje, da svoje delo kot skrivna sila odlično opravljajo in si tudi zaslužijo povišico. Naši novinarji na terenu pa so zabeležili tudi prve reakcije po 10-mesečnem zatišju. Črnomelj je letos junija bil žrtev močnega neurja s točo, ki je povzročilo za več kot $500 milijonov škode. Večino tega denarja bi morala zagotoviti vlada iz državnih rezerv, preden pa izvemo, kaj se je zgodilo, pa dajmo najprej predstaviti glavne akterje v tej zgodbi. To je Miro Cerar in to sta ministrici njegove rajnke vlade, Andreja Katič za obrambo in Maja Makovec Brenčič za izobraževanje. In to je Črnomelj 8. junija 2018. Aja, to je Črnomelj. Jaz mislim, da je Črnomelj una ženska z rdečimi lasmi pa očali. Se pravi, Cerar je un moški, Katičeva pa Makovčeva sta ženski. Črnomelj je pa tisti kraj, na kjer ga pada toča. Jaz sem se čist zmeden, ne vem več, kdo je kdo, ampak gremo lahko naprej. Ne, se čisten... Kakšno razodetje. Vlada Mira Cerarja je torej že junija obljubila denar za obnovo. Kaj točno pa se je zgodilo s temi obljubami? Obljube, ki so bile dane, žal niso bile realizirane. Tako kot pri mojem igranju bas kitare v skupini Laibach je tudi tukaj ostalo zgor pri obljubah. Zato so Belokranjci obnove lotili na svoj način. Takoj po toči smo izvedeli, kako je bila možna tako hitra sanacija. Ja, ne znam, folk sem kar prvič videl, kdo je bil, kaj je bil, rabiš pomoč, sem rekel, izvoli, primi cigl, podavaj, ne. Mogoče pa, ko je vlada Mira Cerarja obljubila pomoč, v svojih obljubah ni mislila na finančne pomoči, ampak dejansko fizično pomoč. Verjetno so se Cerar, Katičeva in Makovčeva oblekli trenirke, zagrabili cigle in delali, ne vem. Zdaj pa smo rabili na začetku razjasniti, kdo je kdo. Ker če zagledaš vladne predstavnike v delavskih oblekah in čeladah, res ne veš, kdo je Cerar, kdo je Katič, pa kdo je Črnomelj. Jaz nisem vedel. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!